Zavod za zaposlovanje v letošnjem letu in tudi v preteklem letu veliko pozornosti usmerja v digitalizacijo tako svojih storitev, kakor tudi v digitalno opismenjevanje vseh brezposelnih oseb. Zato smo bili zelo veseli povabila Fundacije Prizma za sodelovanje v tem projektu e-Digistars, v katerem gre za več različnih sklopov, ki so za zavod zelo pomembni. V prvi fazi za vključevanje brezposelnih oseb z ciljem pridobitve dodatnih digitalnih znanj in z možnostjo potem zaposlitve na digitalnem področju. Pomembno je tudi orodje, ki se je znotraj projekta razvilo, za katerimi svetovalci zaposlitve lahko osebe bolje in učinkoviteje motivirajo za vključevanje v to področje dela. In pa seveda zelo pomembno je tudi to, da bo na koncu projekta, se pravi, ko se bo zaključilo izobraževanje, oseba dobila tudi certifikat, za katerim bo dejansko izkazovala to svoje pridobljeno znanje. Torej, zagotovo bo ta projekt prispeval k temu, da bomo več oseb uspeli usmeriti na trg dela, torej jih zaposliti, in pa tudi, da bodo osebe, ki se ne bodo zaposlile, bolj kompetentne na področju digitalizacije, kar je pa dejansko v današnjem času velika prednost. e-Digistara sem se udeležil pravzaprav po spletu okoliščin. V točno določenem trenutku sem na zavodu za to izvedel. Rada bi povedala, da sem izredno vesela, da sem bila vključena v ta projekt. Bilo je zanimivo in sem se takoj prijavil, šel na predstavitveno predavanje, kjer smo izvedeli še malo več in začelo je usposabljanje. Sem sicer veliki nasprotnik računalnikov in tudi mobitelov, to ni pri srcu, ampak v določenem trenutku imel sem srečo, sem izvedel, sem se prijavil, imel sem še enkrat srečo, da sem prišel v dosti dobro okolje. Izredno veselje mi je predvsem to, da sem se naučila veliko novih stvari, tudi takih, ki jih nikoli nisem srečala se z njimi, tako da zdaj pogumno se lotim dela na računalniku, probam tudi nove stvari. Vem, da se ne more nič zgoditi strašnega. Bil sem zelo presenečen, ker je bilo kratko, vendar obširno in izvedel sem marsikaj novega, čeprav sem do sedaj že delal na računalniku. Menim, da je to zelo dobra izkušnja in jo priporočam vsakomur, ne samo tistim nad 55+. Zelo bi priporočal vsem, ki se v tem področju ne vidijo, da se udeležijo takšnega seminarja, ker se da delati. Je zoprno v začetku, ampak za malo sreče, tako kot sem imel jaz, se da marsikaj narediti. Predavatelj tudi se je zelo potrudil. Izobraževanje starejših je bil zelo zanimiv izziv, čeprav imam dolgoletne izkušnje z izobraževanjem študentov, mlajših in tako dalje. Je to specifična populacija, ki je potrebovala morda malo več pozornosti, potrpežljivosti, ampak bilo mi je zelo veliko veselje delati z njimi in moram reči, da sem prav užival in se tudi sam nekaj naučil zraven.